lahko posameznike, ki si odločijo, da bojo pod vodo preplavali, karikiram, 100 metrov ali pa zdržali sapo 5 minut, pa zgubijo zavest. Ok, Samo. Ker si rekel, da si začel, da si komaj čakal, da greš pod vodo plavati. Kaj te je vlekel tja? Mene vleče tišina, mene vleče mir, možnost premikanja v tridimenzionalnem prostoru. V 15 metrih globine je prosti pad, a ne? Z globino tlak narašča, vsakih 10 metrov za en bar. A si predstavljal, da boš en dan od tega živel? Mislim, da si tako videl to. Sem rekel, jaz učim potapljanje, da sem se tako, what the fuck. Ne? Privilegij, da v življenju najdeš nekaj, kar te usrečuje, da lahko to delaš, da v tem napreduješ, je tako noro velik. Ne? Uspeh so zelo preproste stvari. Ne? To starejši ljudje vejo, oni so polni modrosti. Mi mladi pa iščemo avte, ure, potovanja, ne vem kaj še vse. Ne? A ti hočeš vedeti, kaj je tvoja meja? Raj ne. Jaz sem šel potop, šlo je vse super, dokler se na 15 metrih pred gladino sam izklopam. Ne? Me je zmanjkan. Prej greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, 2, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Potapljanje na daha, ne? Ne bi rad, da zdaj tukaj zgradiva tvojo identiteto okoli tega. Rad bi, da mi malo poveš vse, svojo zgodbo, mogoče, če me malo peleš čez, rečva, najstniška leta ali pa lahko tudi že prej, kako si nekako odraščal, pa kako te je pol pot pripeljala do neke te strasti, ki jo zdaj imaš do stvari, ki jih delaš. V bistvu je bila, kako bi rekel, skupni imenovalec vseh teh mojih življenjskih obdobij do zdaj je voda. Je bilo to morje, ali je bil to bazen, kjer sem treniral plavanje, in zdaj spet bazen in morje, kjer pač to nadaljujem. Ne. V otroštvu sem odraščal v Ribanci, kjer sem treniral plavanje, takrat se je v Ribanci začel plavalni klub in mislim, da je bila to ena najlepših stvari v mojem otroštvu, ker se je tam zbrala res taka fantastična družba, res samih dobrih prijateljev, članov, staršev, ki so pač ta klub gradili. Se je pa to zgodilo recimo malo prepozno, da bi zgradil jaz kasneje neko vrhunsko plavalno kariero. Ne. Jaz sem začel trenirati tam pri 9, 10, takrat so plavalci že trenirajo 2-krat na dan, naredijo, ne vem, 8, 9 treningov, 10 treningov na teden. Ampak smo pač nekako lovili in tam nekje pri članih, sem postal top 3 v svoji tej starostni skupini v Sloveniji. Nikoli se nisem kvalificiral na kakšne mladinska evropska prvenstva, ampak na slovenskem državnem prvenstvu smo pa bili recimo top 3. In to, se pravi, to obdobje treninga, rutine, ki mi je to dajalo. Jaz sem recimo, zjutraj sem se usedel z očetom v avto, sva se v gimnaziji, sva se odpeljala v Ljubljano, me je dal tlele na začetku Dunajske dol, jaz sem šel na Šesko, na gimnazijo Bežigrad, športen razred, spet neko tako ful dobro okolje. Tam sem spoznal svojo ženo, evo. Je bil ta šport, šola, družba, treningi, tekmovanja, mislim, je bilo fantastično. Tako da mislim, da imam ful velik privilegij, da sem imel tako otroštvo in mladost. Potem pa se mi zdi, da se stvari vedno začnejo malo tako, niso več tako dorečene, ko se enkrat odločiš, kam na faks. Pač ti po osnovni šoli veš, ali srednja ali gimnazija, se pa za nekaj odločiš. Za faks je pa pol, imaš pa kar naenkrat veliko opcij. In jaz sem se odločil za strojni faks, ker me je ta način razmišljanja je bil ful všeč. Vedno sem imel dejansko težave z branjem, kasneje sem zvedel, da je to zaradi disleksije, ampak računanje pa to mi je bilo pa super. In pol valjda, grem jaz na strojni faks in to mi je bilo top, star. Jaz sem tam užival, računali smo, študirali. Je pa res, da ves moj prosti čas je bil pa takrat sam za potapljanje. Ker na koncu gimnazije, se spomnim, sem jaz kupil svojo prvo opremo za potapljanje,
Itak že na plavalnih treningih sem komaj čakal, da je bilo konc treninga, sem jaz lahko pod vodo plaval. Pol pa na gimnaziji, na koncu, ko sem nekako nehal rasti, češ nam si kupil potapljaške obleke, takrat, ko rastem 10 cm na let, si pa to zrihtam in začnem potapljati, sem vedel, da to je to. Ker si rekel, da si začel, da si komaj čakal, da greš pod vodo plavati. Kaj te je vlekel tja? Pa pod vodo te v bistvu prvič, mene vleče tišina, mene vleče mir, možnost premikanja v tridimenzionalnem prostoru in pod vodo se dejansko sprožijo neki procesi, ki jih ti nad vodo ne moreš doživeti. Tako, ko se pod vodo srčni utrip umiri, se tudi v spanju ne umiri. Tako, ko se pod vodo misli zbistrijo, kako si ti prisoten v trenutku, tega ni. In za tem stoji v bistvu en tak fiziološki proces, ki se mu reče potapljaški refleks. To imamo vsi ljudje, vsi tudi kopenski sesalci, morski sesalci. To je nekako ostalo v našem dednem zapisu iz časov evolucije. In jaz se živo spomnim, tam koncu osnovne šole smo mi na treningu začeli trenirati podvodne zaveslaje, se pravi podvodno plavanje, prsno podvodno plavanje, delfin kravl, meni je bilo to wow. In če sem plaval 25, 50, prosim se že proti 75 pod vodo približoval, meni je bilo to tako dobro. Da jaz sem pač vedel, da je tle nekaj zame. No pol, kaj je bilo pa jasno, pač ti treningi so postali bolj resni, po treningu sem pač kot del razplavanja, neke aktivne regeneracije sem jaz plaval pod vodo. Se spomnim prvi teden faksa, ko sem prišel v Ljubljano, sem nekje zasledil, da je potapljaški tečaj prostega potapljanja, sem se udeležil in pa je bilo to. In pa sem mojim inštruktorjem toliko najedel, skozi sem jim težil, za njimi hodil, jih zasledoval na bazenu, od njih srkal informacije in v bistvu 5 tednov sem šel na prvo tekmo, to je bil november 2008, ful dober nastopil, in čez 4-5 mesecev sem zmagal na državnem prvenstvu in tako je bilo to wow pesmo. Se pravi isto kot to, kar zdaj delaš, potap na dah. To je bilo v dolžino. To je bilo v dolžino, koliko daleč prideš. To je bilo v dolžino, ja. In pa sem jaz to združeval, trening pa faks. Tudi nisem nobenih teh praks pa tega dela v strojništvu, moj prosti čas je bil samo za potapljanje, vedno sem tako planiral izpite, kolokvije, da je bil prvi teden junija zame zaključen s faksom in mene do zadnjega tedna septembra ni bilo. Pa si faks končal? Ja, sem magister strojništva. Ja, nisi šel pa poklicno pol v tej smeri? Sem, 15 mesecev sem delal v strojništvu. Ja, sem delal pri razvoju plovil, pri Jerneju in Jabcu Jakupinu, J&J Design. Tako da Green Line plovilo sem bil noter vključen, Green Line 36 je bil takrat, danes je to Green Line 39. Potem sem se pa 100% posvetil. Kaj ti je dal možnost, da si 100% šel v plavanje? Si takrat že podjetniško tudi začel okoli tega razmišljati? Ja, ta moja pot iz strojništva v prosto potapljanje, pa nazaj v strojništvo, pa spet v prosto potapljanje, je v bistvu izgledalo tako, da je po mojem ta prehod ali pa mehek prehod je bil ustvarjen v času faksa, ko sem pač za 1 leto sem si podaljšal ta absolventski staž, da sem lahko tekmoval pa hodil po svetu in v tistem času pač pol nimaš več štipendije, sem imel Zoisovo štipendijo. In potem sem tuhtal, kaj naj zdaj jaz naredim, da si bom lahko privoščil tekmovanja, da bom lahko hodil na priprave, da bom jaz lahko šel na Bahame na tisto tekmo v modro luknjo, ki mi je bilo sanja. In potem sem tako tuhtal, kakšna je scena, kaj ljudje trenirajo in sem videl, da je v bistvu ogromno podvodnih lovcev, ki pa nimajo absolutno nobene vodene vadbe za to, da bi bili na srednjo sezono boljši podvodni lovci. In potem sem začel takrat združevati to znanje, ki sem ga imel iz plavanja, in smo začeli septembra 2014 organizirati vodene treninge na bazenu. In takrat so bili to večinoma podvodni lovci, ki so pač hoteli izboljšati svojo sposobnost, da bojo tistega zobaca končno dočakali. In jaz se spomnim v živo tiste prve skupine, sem rekel, ne, jaz to delam tako malo za sproti, to ni resen biznis, to je samo za zdaj le malo.
Ja, pač zdaj je to resen biznis. Ja. Tako da to mi je omogočilo, da po prvem letu službe, ko sem videl, da res to ni zame, no, da jaz cele dneve projektiram, rišem, 3D modeliram, pol sodelujem v proizvodni, se tam kregam, zakaj to ni tako in si vključen še v 1000 nekih internih bitk med lastniki, solastniki, partnerji. Nisem se videl v tem. In pol je bila v bistvu odločitev enkrat zelo spontana, da je to. In sem se 100% posvetil pol. Poslovno, no, prostemu potapljanju. Hudo. Je pa tudi tukaj pomembna stvar. Verjetno to ne bi bilo nikoli možno, če se prosto potapljanje ne bi tako razvil, da je postal tudi kategoriziran šport znotraj Olimpijskega komiteja in s temi rezultati sva recimo danes za Alenko Artnik tudi lahko zaposlena v policiji kot vrhunska športnika in si v bistvu s tem tudi pomagava, da lahko še naprej tekmujeva, nastopava na najvišjem nivoju. Ne? Hudo, a si takrat, ko si se začel, ko si recimo dojel, da je to tvoja strast, a si predstavljal, da bo še en dan od tega živel? Mislim, da si tako videl to? Nisem si dovolil niti videti. Zaradi tega, ker veš, v družini oče strojnik, mama zdravnica, dedki zdravniki, je pot jasna. Družba te tudi reče, te nekako vodi, se pravi, ti si zdaj strojnik, ok, najbolj večji frajer si bil, če si 1 leto po diplomi, oziroma po magisteriju, bil s kolegi, vsi rekel, jaz sem pa projektni vodja, jaz pa delam na tem projektu. In pol, ko sem videl, da to ni to, se spomnim, čez let pa pol, ko smo se dobili, sem rekel, jaz pa zdaj pač učim potapljanje ali pa imam šolo potapljanje. In sem se tako, what the fuck. In meni je tako malo težko, ker že doma mi je bilo težko povedati, jaz sem dal odpoved, jaz ne bom več hodil v službo. Ko pa zdaj sprejel? pesma. Ja, se mi zdi, da so se zelo nazaj držali, da niso kaj komentirali. Pač, hvala Bogu, imam res doma starše, ki nikoli niso vsiljevali nekaj. Jasno je bilo, da pač šola mora biti zaključena. V eni točki so pa spustili, so rekli, zdaj pa valjda veš zase. In jaz se spomnim, takrat sem bil čist tako, kaj zdaj, a bo šlo skozi, a ne bo šlo skozi. Ampak pač grizeš na polno, grizeš na vseh področjih in ko enkrat delaš res tako 1000% tisto, v čemer sanjaš noč in dan, pa se odpirajo vrata, ki nisi vedel, da obstajajo. To jaz nikoli nisem mislil, da bo to, kar je zdaj, da bojo rezultati moji taki, kot so športni, da bo toliko ljudi v Sloveniji pripravljeno sodelovati na naših delavnicah, da jih učimo, kako postati boljši potapljači, kako bolj dihati, kako se bolj sproščeno v vodi počutiti, bolj varno. To je noro, Ampak ja, pač delam to brez popuščanja. Omenil si tele športne rezultate, a ne? Kaj je, 9-10 bronastih kolajn? Toliko ne, 7. 7? Se pravi, 7-krat sem bil top 3 na svetovnem prvenstvu, 2-krat drugi, 5-krat tretji. To se pogovarjava o zdaj pa globini. To je pa globina in statično zadrževanje sape. Se je mogoče, da pač poslušalci razumejo. V tem športu se deli na discipline, kjer poskušamo z enim vdihom čim več preplavati pod vodo, v bazenu, s plavutjo ali brez, pa koliko časa na mestu držiš sapo. V globino so pa tiste discipline, ki jih imam jaz najrajše. Je pa potop z monoplavutjo, potop z klasično dvojno plavutjo, potop samo žabica, vlečenje ob vrvi, in vse s konstantno obtežbo. Torej ti lahko uporabljaš uteži, ampak jih moraš nazaj prinesti na gladino. No in jaz sem svojo prvo medaljo na svetovnem prvenstvu osvojil 2015 v bazenu, v statični apneji. Takrat je bilo to 8 minut, 8 sekund. Je bilo 3. mesto in takrat je bilo prav zanimivo. V istem tednu sem zaključil faks po svojo to medaljo in takrat mi je bilo to neverjetno. Mislim, kako so se stvari v življenju poklopile. V istem tednu zagovarjam magisterij, se usedem v avto, peljem se v Beograd na svetovno prvenstvo in pač totalen, res nisem bil sploh med favoriti,
ampak je očitno, so bile stvari naklonjene temu, da so kakšni tekmovalci prejšnji dan naredili tako intenzivne potope, da so bili utrujeni, da se niso dobro počutili. Meni je bilo pa naklonjeno, da sem naredil to, kar sem pač bil sposoben in se je poklopil. Ne. No in potem se je to isto ponovil. Septembra 2015, ko sem pa osvojil še prvo medaljo v globinskih disciplinah, je bilo pa z monoplavutjo 108 metrov. 108. Ja. Ok, zdaj, kle bi se rad malo bolj dotaknil zdaj tega sploh, kako nekako ta potop zgleda, ne? Ker zdaj, če si jaz čist kot nekdo, ki ni v tem delu tako izobražen predstavljati, kot sem tudi Maticu rekel, rekel, pa jaz pridem tam 7, 8, ajde 10 metrov mogoče, kako prideš 180, oziroma 108. Je rekel, po 15 metrih globine je prosti pad, In to je bilo meni tako, wow, kaj se fizično zgodi po 15 metrih, je, da ti začneš pač padati, nižji in nižji sam. Ja, lej, v bistvu potop se začne na gladini. Zato, ker to dihanje, to sproščanje pred potopom je sestavni del zgodbe. Ti ne moreš pričakovati, da boš pod vodo dosegel neko stanje, če si na gladini že, če nisi pri stvari, če nisi sproščen. In recimo s tehnikami dihanja, ki jih mi uporabljamo, se na gladini res pač poskušaš že umiriti maksimalno. Potem pride ta maksimalni vdih, da zajameš čim več zraka, ker ti ga pod vodo rabiš v globinskih disciplinah za dve stvari. Prva stvar je to tvoja zaloga kisika. Druga stvar je pa to tvoja zaloga volumna, s katerim ti izenačuješ tlak v srednjem ušesu. To vsi začutimo. Če ne izenačuješ, boš na 3-4 metrih te bo tako bolelo, da ne boš mogel naprej. In potem ta potop zgleda tako, da ti moraš zelo delati, da premagaš pozitivno plovnost, ki je največja prvih 15-20 metrov. Zdaj, zakaj ne? Z globino tlak narašča, vsakih 10 metrov za en bar. Sorazmerno se pa manjša volumen. Torej, na 10 metrih je volumen vseh z zrakom napolnjenih odprtin 2-krat manjši, na 20 3-krat manjši, na 30 4-krat manjši, na 100 metrih 11-krat manjši. Wow. In sprememba plovnosti se zgodi zaradi tega, ker se volumen zraka, predvsem v pljučih, zmanjša. Če imam jaz recimo na gladini 13-14 litrov volumna, ga imam na 10 sam še pol in sem v bistvu za 7 kil zmanjšal svoj vzgon. Na 20 metrih, ne vem, ga imam sam še 5 litrov, ali pa 4 litre. In je ta vzgon že 10 kil manjši. In posledično mene začne počasi vleči dol. Seveda pa zdaj s količino uteži, ki jo jaz uporabljam, lahko hitrost tega prostega pada korigiram, in nekako optimalna hitrost, ki jo jaz dosegam pri potopu, je 1 meter na sekundo. To je hitrost, pri kateri se lahko sprostim, izenačujem, uživam, sem prisoten. In to se pri meni zgodi nekje med globino 20-30 metrov. Pri rekreativnem prostem potapljanju se to zgodi ponovadi 12 metrov naprej. Ja, in kad ti prideš do te točke, ki si prej omenil, da se umiriš, da moraš biti miren. Kaj to pomeni nekako v praksi? Kdaj se to zgodi in kako to občutiš? Torej, to, da si ti prisoten, si zdaj mi predstavljamo, da so zdaj kle prisotna. Ampak, ko si pa ti v vodi in greš čez dali globi, ki je zdaj ta meja med tem, da si ti še zmer kle, pa da odjadraš v nezavest, oziroma kako bi temu rekel. A veš, kaj mislim? Vem. Ja. Lej, telo je pač res, tako bi rekel, fantastičen organizem, ki za večino stvari, če mu mi damo možnost, poskrbi. Ja. In isto je pod vodo. Ko mi zadržimo dih, se kisik porablja za proces celičnega dihanja in začne se akumulirati ogljikov dioksid. In ogljikov dioksid se raztopi v krvni plazmi in spremeni pH krvi. Kri postane bolj kisla in ta sprememba pH krvi začne postopoma v našem telesu sprožati potrebo po vdihu. In ta potreba po vdihu te vedno nekako zbudi.
te sprav, pač, samo fokusiraj se, nekaj se dogaja. Zdaj, kdaj do tega ne pride? Če pred potopom recimo hiperventiliramo, ker iz telesa izločimo toliko ogljikovega dioksida, tega opozorilnega znaka ne bo. Do tega ne pride, če smo mi pod hudim adrenalinom, ker adrenalin tako močno dvigne našo toleranco na nelagodje, da mogoče tega sploh ne prepoznamo. In to sta dve najbolj nevarne situacije za nas proste potapljače. V vseh ostalih primerih nas pa telo opozori, da se nekaj dogaja in da moraš pač biti pripravljen ali na povratek, ali te samo pač, kako bi rekel, tako pocuka, samo, bod prstvarja. Zdaj pa naš cilj je seveda, da ta zadeva pride čim kasneje. Da smo mi lahko pod vodo čim dlje časa v sproščenem stanju, brez potrebe po vdihu. In to je pa odvisno v bistvu od dveh stvari. Kako smo se mi pred potopom pa med samim potopom sposobni sprostiti, torej da res maksimalno umirimo tudi bazalni metabolizem, in kako mi s treningom povečamo našo toleranco na CO2, torej na nizek pH krvi. In jasno, v mirovanju recimo lahko v tem sproščenem lagodnem položaju jaz ostanem 4 do 5 minut, ko plavam pod vodo tam minuto 20, v globino še malenkost več, ker ti v bistvu plavaš do globine 20 metrov, potem te samo vleče dol. Tako da jaz to potrebo po vdihu dobim na poti nazaj, če se zdaj pogovarja potop z monoplavutjo na 110 metrov, dobim jaz potrebo na poti nazaj nekje med 50 pa 40 metrov proti gladini. Tako da je zelo mali del potopa, pri katerem lahko jaz rečem, da imam neko željo po vdihu. Če bi jaz to potrebo po vdihu dobil na poti dol, obrnem, ampak pol je šlo nekaj hudo narobe. Ja. Ampak dejansko imaš mehanizem, ki je v bistvu neko zavedanje stanja, v katerem si, ki ti pač te ne vodi v pogubo, da bi ti strmo hotel, kao, ne, grem do dna. No, to je v bistvu lahko pristop, ki te, v skrajnem primeru stane življenja. In zelo, ta moč volje je v bistvu neverjetna, zato ker mi vidimo na tekmovanjih, na treningih, lahko posameznike, ki si odločijo, da bojo pod vodo preplavali, karikiram, 100 metrov, ali pa zdržali sapo 5 minut, pa zgubijo zavest. No, se pravi, si se ti spravil do, lahko rečemo, smrti. Ja. To je neverjetno, kako močna je ta naša volja lahko. Seveda pač, jaz se, to je skrajna situacija. Meni se je to dogajalo na začetku kariere, ker nisem poznal svojih znakov, svojih simptomov. Nisem vedel, kako pravilno dihati, ker smo se pač učili, mi smo bili na nek način tudi pionirji tam v teh tehnikah. Tako da na recimo trening, tam nisi obremenjen, tam se obrneš, če ti ne paše, se obrneš, če ne moreš izenačiti, te zaboli ušes, ali pa je nelagodje v ušesu, se obrneš, če se nisi dobro sprostil, isto. Zdaj, kaj pa tekma, zdaj, recimo, taka situacija, z Alenko sva v policiji zaposlena, Alenka Artnik. In zato, da ti podaljšaš ta svoj status, moraš biti top 5. In zdaj na tekmi je pa tako, da moraš ti, pa sponzorji so, pa en kup enih pričakovanj. Tako da ni to zdaj nek trivialen potop. Ti moraš pa na tekmi en dan prej organizatorju povedati, jaz se hočem jutri na tekmi potopiti, karikiram, 110 metrov. In na 110 metrih je postavljen konec vrvi, ti si na vrhu pri 5, oni tebe spremljajo s sonarjem, s dronom, tako da za varnost je res zelo, zelo poskrbljena. Ampak, če jaz te globine ne dosežem, dobim odbite točke. Recimo, najavil sem 110, želim se jasno potopiti 110, ampak ni šlo, zaradi kakršnega razloga sem se jaz obrnil na 100 metrih. In dobim 100 točk za usvojeno globino 100 metrov, pa mi jih pa 10 odbijajo, ker je bila to razlika. In sem v bistvu uvrščen isto kot nekdo, ki je naredil 90 metrov. Pa je rekel, da jih bo. Ampak zdaj
zdaj pa tako, ne, mi na tekmah mi se pač poznamo. Spremljamo drugega na treningu. Zdaj, jasno, so pač razni triki, da probaš prikriti globino, na katero se potapljaš. Ker konec koncev Taktika, ne? to je taktika. Ne? Ja. In zdaj, a boš ti na tekmi najavil 108, pa boš sproščen, a boš najavil 100, pa boš malo tvegal, ali boš najavil 114, pa boš za ziher imel drugo ali pa prvo najavo. Ampak pritisk, ki si ga ti s tem ustvariš, je enormen. Ja, verjamem. In takrat je po mojem kako bi rekel, takrat pride do izraza ta ego, ali pa precenjene svojih sposobnosti, ali pa doseganje rezultata za vsako ceno. Tudi to sem dal čez. Žal sem se mogel na kakšne stvari tudi na svojih napakah učiti. In statistično gledano, pol tudi na tekmovanjih, ko gledaš rezultate, med 5 najboljših najav, vsaj 2 ne dosežeta globine, na katero sta se podala. Tako da je to neka ta specifika športa, da moraš ti v bistvu že en dan prej povedati, kaj in kako, globlje ne moreš, če greš manj so minus točke, ampak s tem se tudi na nek način že oziroma vplival na potencialno končno razvrstitev. Omenil si, da je šlo narobe, kdaj tudi. A bi me pelil kakšen dan? Tako lahko zbereš enega, ki ti je ostal v spominu, mogoče še zdaj. Pa še zdaj, ko pomisliš, imaš kakšen občutek noter. Ja, recimo, meni je bil najtežji trenutek v tej moje potapljaški karieri leta 2017, ko jaz sem se takrat že potapljal 112, 110, govorim o roku 10 dni tekmovanja. In pol pride pač ta tekma, jaz sem se odločil, da bom naredil 108. Se pravi, neka varna najava, ki sem jo do takrat naredil, po mojem, že 20-krat. In pridem na štart. Tisti dan je bila to 4. najava. In jaz na tej vrvi, v kateri se potapljamo, jaz čakam, meni začnejo odštevati in potem kar naenkrat, se pravi, nam odštevajo 2 minuti, minuta pa pol, minuta, in ko rečejo official top, imaš 30 sekund, da začneš potop. In meni že začnejo odštevati. In kar naenkrat vse skupaj postavijo, rečejo, mi smo na dronu pod vodo na kameri opazili, da se je neka vrv zapletla ob tekmovalno vrv in moramo tekmovanje prekiniti, dokler tega ne rešimo. In jaz tam čakam, noben mi ni povedal, koliko časa bo to trajalo. In ti ponavadi svoj štart planiraš na minuto ali pa na sekundo. In jaz tam čakam in pol rečejo, zaenkrat tekmovanje prekinjeno, ne vemo, kdaj bomo štartali, gremo ven. In pol po nekje 30 minutah rečejo, čez 15 minut nadaljujemo. V tem času sem bil podhlajen, to je bil oktober v Turčiji, jasno, sladkor mi je padel, verjetno sem bil tudi malo dehidriran, predvsem pa nervozen. In zdaj, ko tebi ta adrenalin toliko časa pumpa, to se sproži en kup enih procesov, ki vsem športnikom delajo preglavice. Količina glikogena se začne porabljati tako nesorazmerno hitreje, kot če si sproščen. Dihanje se podzavestno pospeši in ogljikov dioksid se pač izloča iz telesa. In takrat bi v bistvu jaz rabil sam nekoga, ki bi rekel, samo ne se potopiti. Ne se potopiti, ker pač, pogoji niso varni, ampak Ego. Lahko rečemo pa tudi, da se je zelo težko odpovedati ciljev. Ja. In jaz sem šel v potop, šlo je vse super, dokler se na 15 metrih pred gladino sam izklopam. Me je zmanjkalo. Blackout. Koncentracija kisika v možganih je tako nizko padla, da so se možgani izklopili. In potem čez 45 sekund zbudim na gladini, kako me uživljajo, spravljajo vse, cela panika okrog mene. In jaz sem tako, to se je zgodilo. Ta trenutek, ki ti izgubiš zavest, Ja.
to nič ne boli. Mhm. To ni nič groznega. Grozen je za tiste, ki gledajo, pa grozen je za te, ki pol nazaj pogledaš ta posnetek. Ne. Ampak telo se začne izklapljati, možgani, prvo ta zavedni del, vid, govor, sluh, motorika. Pa se ti izklopiš, srce še kar bije. Ne? In takrat se v bistvu telo tudi zaščiti, ne? Če se to zgodi pod vodo. Glasilke se stisnejo, tako da dihalne poti ostanejo suhe. In v bistvu si nezavesten, ne? Odvisen si od tega, a bojo drugi dobro reagirali, ne? In takrat, hvala Bogu, so. In po 45 minutah, sekundah do minute te moje nezavesti sem se jaz zbudil, čist blaženo stanje, ampak tako totalno razočaran. In ja, takrat sem se v bistvu naučil, da niso v življenju vedno vse stvari v tvojih rokah. Ne? Ful stvari je, na katere ne moreš vplivati, imajo pa enormen vpliv na to, kako se bojo tvoje poti odvijale. Ne? In jih ne moreš forsirati. Jaz takrat nisem imel absolutno nobene moči, da bi vplival na to, da bi mogoče organizator zbral boljšo pozicijo za sidranje, da bi zbral drug del dneva za izvedbo tekmovanja. To ni v moji moči. Ne? Moja moč je samo to, kaj jaz lahko naredim, pa naredim ali pa ne naredim. In mislim, da je bil to en tak dogodek, po katerem so se tudi Saro Isaković slišala, pa so se malo pogovarjala. In mene je to takrat čist šokiralo, kva se je zgodil. Jaz se spomnim, sem se po noč zbujal še 3 tedne po tej tekmi, pa je vse v redu, kje sem, kaj sem. Ampak poj pa zadeva, so se pa najdle rešitve. Za vse stvari so se najdle rešitve. Ne? In ko je prišlo 2018, ne, jaz sem bil drug človek. Jaz sem kar naenkrat na treningih spremljal stvari, za katere včasih sploh nisem bil pozoren, da se dogaja. Jaz sem spremljal, v katero smer gre tok, a se vrv trese ali vrv primer, kako visoko se valovi dvigujejo. Jaz sem opazoval, pa analiziral organizatorja, je sploh sposoben stvari na tekmovanju speljati, kot se je zamislil. Jaz sem pol spremljal ostale tekmovalce, a so nervozni, a niso nervozni, na kakšen način se pač ozovejo na neke nepredvidljive situacije. In si pač postaneš močnejši. Ne? Je pa fajn, da neko tako stvar tako probaš čim bolj racionalno predelati, ne? In jo v enem trenutku tudi pustiti. Pač jaz sem si zapisal neke stvari, to sem spravil v zvezek, odnesel neke lekcije, ampak pač zdaj, če glih ni nujno, tega ne podoživljam. Na novih teh dogodkih, na novih tekmovanjih sem veliko bolj previden in pač pol je bilo še en kup teh uspehov. In probam to bolj tudi deliti z ostalimi, ki jih pač učim. Ne? Ker jaz bi bil takrat veliko bolj srečen, če bi imel zraven trenerja, ki bi rekel, samo ne se potopiti, ni varno. Pa tako ful preprosta stvar. Ne? Pa to bi mi lahko tudi kakšen sotekmovalc rekel, ampak spet zdaj, a ti poslušaš, prvič jaz, a si ti predstavljaš, mi smo 2013 se je v svetu prostega potapljanja zgodila edina nesreča s smrtnim izidom. Ne? Se pravi, Američan Nick Mevoli je imel slab pristop k potapljanju. Ne? On je zelo hiter napredoval, zelo hiter je usvojil tehnike za izenačevati, svojega telesa pa ni adaptiral na to stiskanje, ne? Ker omenil sem, na 100 metrih se volumen 11-krat zmanjša. Torej ti moraš svoje pljuča adaptirati na to, dihalne poti adaptirati na to prsni koš. No, skratka, on je pri teh svojih potopih doživel hude poškodbe pljuč in pljuča se hitro regenerirajo. Ne? No, takrat, ko se je pa ta nesreča zgodila, to je bilo novembra na Bahamih, 11 let nazaj, torej dan pred tem potopom, jaz sem ga gledal, je prišel gor na gladino, kri iz nosa, kri iz ust, kri iz ušes. In tam, to je ena tekma Vertical Blue, kjer se vnaprej določi dneve, kdaj ti lahko narediš svoje potope. Ne? Imaš 9 tekmovalnih dni, znotraj 9 tekmovalnih dni lahko ti 6-krat nastopiš. In meni je bilo takrat kristalno jasno, da pač on ne more več nadaljevati tekmovanja, pa smo bili prijatelji. Jaz nisem imel srca ga vprašati, a bi ti odstopil svoje tekmovalne dneve. Ne?
On je na vsak način hotel tekmovati in zdravniki so ga pregledali, zgleda površno ali kakorkoli, ali kakšne stvari prikrival. In na naslednjem potopu je doživel tako hudo barotravmo, poškodbo pljuč, da je prišel na gladino, zadihal, po 40 sekundah se je utopil v lastni krvi. In ga niso mogli več uživeti. In če jaz pomislim, da nisem imel srca človeka, ki je bil tako evidentno poškodovan, sam vprašati, bi odstopil svoj dan, mislim, da rabiš en dan počitka. Pol si tudi nobenemu ne morem zameriti, da takrat meni rekel, samo daj, ne se potopiti. Ne. Kaj te je nazaj držalo? Kaj misliš, da? Kaj je to takrat v glavi? Kaj si vedel, kaj moraš reči, pa nisi? Zakaj bi prvič... Jaz sem imel občutek, da človeku stojim na poti njegovih sanj. Veš, to je tako, kot tebi starši ali pa nekomu starši prijatelji, mentori, kdorkoli toliko časa tupijo, ne smeš, se bo zgodilo to pa to pa to. In fakt, stari, na koncu moraš ti pojesti ta drek, ne, da boš se to res naučil, ker ti veš, da to ni prav. Ti veš, da tvoj pristop ni prav. Ampak zakaj rabimo ljudje tako kruto lekcijo, kot je, smrt, kot je bolezen, da ponotranimo to, kar vemo, da je prav, in da to začnemo upoštevati. Meni je to tako grozen, ne? Grozen, ker stvari so jasne v poslovnem svetu, v športnem, v odnosih, v vzgoji, ampak zakaj se morajo zgoditi tako grozne stvari, da nekaj začnemo spreminjati, ne? In če je mogoče nekaj, kar bi jaz rad svojim otrokom prenesel naprej ali pa jim omogočil, da pridejo na prava pota, da delajo stvari na način, ki glede na izkušnje, ne, pa na vso to znanje 1000 let ali pa 10.000 let civilizacije nekako delujejo, da pridejo do tega, brez da se ga morajo totalno razbiti in biti 1000krat poraženi in žalostni. Čeprav na koncu tudi do tega mora priti, ne. Zdaj sam upaš, da ta poraz ni tako hud, da nekoga stane življenja. Ne? Ja, in da ti lahko stojiš ob strani kot neka zaščitna mreža, ki jo mogoče ne vidijo. Ne? Ja. Tako pač. Guci, tako je Sara lepo rekla, ne? Je rekla za svojega očeta, da on je vedno dal vedeti, da ne glede na rezultat je ona naša bebica, ali kako je rekel. Ti si, kaj že rekel, zdaj se nam spomnil. Skratka, tatina ljubav, nekaj metafora. Ne? No, ampak to je ful lepo, ne? In imeti jasno nekaj tazga v življenju je tudi, rečem, privilegij, ne? Ampak, ja, lej, res je težko odpovedati svojemu cilju in zato mislim, da so vse te vloge mentorjev, trenerjev, dobrih prijateljev v življenju neprecenljive, ne? Res neprecenljive. In to vlogo tudi ti zdaj nekako vzemaš čez dalje bala, ne? Ja. Da mi povej, ker sva lih pri teh izkušnjah, ker si dobil prvo punčko, prvo hčerko, ne? A se je v tvoji glavi kaj spremenil iz vidika, kako vidiš to, kar delaš? A si začel čutiti mogoče malo kakšen strah ali pa kaj, oziroma karkoli? Mislim, meni je bilo najbolj fascinantno to, da ko se je so dobila ženo prvega otroka, jaz sem bil tako čist pomerjen. Ne vem, srčni utrip mi je med spanjem padel, po mojem, za 20%. A veš, kar naenkrat, se pravi, ta dogodek se je zgodil srečno, vsi smo zdravi, jaz sem fakt pomerjen, ne. In pol je bil v bistvu moj prvi tak pomislek, da ko sem šel ribe loviti, ful rad ribe lovim, ampak zadnje čase zelo malo, ne. Jaz pač tega nisem mogel več sam početi. Zato, ko vem, toliko situacij, toliko zgodb. Jaz vsako leto sem načeloma boljši, dlje časa zdržim, mislim, globe se potvim, ampak jaz se nisem upal sam ribe loviti. Ja. Na treningih, stari, ne bom delal globokega potopa, če nimam sonarja, če nimam izkušenega varnostnega reševalca, če nimam orang čovna, s katerim lahko takoj pridem na obalo, pa še tako bom pač ultra previden, pa konzervativen. Ne? In mislim, da to pride
ali z leti z izkušnjami, ali pa tudi to z vlogo očeta. V osnovi pa mislim, da starševstvo ti da neko širino, ker vsem ta šport je zelo boemski. Ti imaš na svetu par teh lokacij, kot je v Egiptu je Dahab, potem v Aziji so Filipini pa Bali. Karibi že niso tako boemski, ker so predragi. Ampak recimo ti priješ v Dahab in mi smo Dahabu rekli mental hospital. Tja pridejo vrhunski odvetniki, vrhunski poslovneži, ki so dali odpoved, ki so se odselili in pač jaz hočem biti sam nič drugega. In imaš ti pol veliko takih ultra uspešnih, ki pač 30-40 se recimo vse pustijo in grejo na eno tako boemsko lokacijo in postanejo ali potapljači, surferi, karkoli. Imaš pa tudi neke take, ki jaz pravim, da pač živijo neko podaljšano študentsko življenje. Malo tukaj, malo tam, malo učijo, malo coachajo, zaslužijo dovolj denarja, da lahko potujejo. Njim je pa na nek način je lepo, so v tem uspešni, ampak kar opažam, če primerjam naš športnike, ki imamo otroka, pa smo dejansko pri otroku prisotni, ker imaš to take, ki pač niso, to je zelo žalostno. In tiste, ki pač recimo otrok še nimajo ali pa o tem ne razmišljajo, vidim, da je njim pomen uspeha na tekmovanju bistveno večji. In oni se s tem bolj poistovetijo pol kot jaz. Jaz si pa mislim, stari, ki boš ti enkrat razumel, kaj to pomeni, kad ti otroku naročijo za spi, ki je pomerjen, ki se ti nasmeji, pa ki boš ti lahko poskrbel, da bo šla, da bo dobila, prvo kolo, ki boš ti lahko poskrbel, da ima vse stvari. Tako si kar, se mi zdi, da za moške je to kar pomembno, da si izpopolnen, da imaš feeling, da lahko nekomu stojiš ob strani. Tako da mislim, da mi je pomen rezultatov bistveno padel in lahko veliko bolj sproščeno nastopam, pa bolj konzervativno, itak, manj tvegam. Ja, sigurno. Ker za te, zdaj čistko, če gledava, zlata ti falija, zdaj lobišu, ampak veš, lobišu ti zdaj čist iz ega, moram jo dobiti tudi, če umrem, Ja. Sej pravijo eni, da če hočeš biti v nečem res dober, moraš biti pripravljen za to umreti. Ampak sam pa pretehtaš, kaj zdaj? Moj odgovor me večkrat pol vprašajo, kaj pa, da boš svetovni prvak ali pa svetovni rekorder. To sploh ni vprašanje, ali biti ali ne biti. Vprašanje, ali si pripravljen živeti življenjski slog, ki do tega pelje. Torej, mene trenutno ne vleče, da bi se za 6 mesecev preselil na neko lokacijo, pa tam, samo treniral to globino in pustil vse, kar smo pač gradili zadnjih 10 let. In moram reči, da zelo dobro spim z rezultati in referencami, ki jih imam. Hkrati pa neizmerno spoštujem tudi tiste, ki so prvi in ki grejo po tej poti, zaradi tega, ker naprimer Alenka Artnik, to je taka predanost, konec koncev toliko odrekanja, da je občudovanja vredno. A je ona rekorderka svetovna? Ona je med puncami najboljša. Ja. V globinskem prostem potapljanju najboljša. 122 metrov se je potopila z monoplavutjo, ne vem kolikokratna svetovna prvakinja, rekorderka. Tako da je totalen respekt. Totalen respekt, res. Ja. Pa sploh ta del odrekanja mora biti pač brutalen. Se ne moreš ti pač pričakovati kar od enega, da bo to zdaj podaril. Verjetno se pač ve, ko ti enkrat take globine dosežeš, da pač, kaj je naslednji korak, a greš sploh po naslednji korak? To se mislim, da tudi ona sprašuje, ker veš, biti na takem nivoju, pri teh letih zahteva vedno več energije, vedno več odrekanja, tudi finančnega vložka. In jo z vseh strani te mlade punce napadajo. Tako da je taka alfa samica, ki jo hočejo izpodriniti. Dethrone. A poznaš mogoče še koga tako
iz tega sveta, verjetno, mislim, sicer poznaš, ne, ki dosega mogoče neke izjemne rezultate, ampak ga vidiš, da ni srečen, varianta. Tako žrtvuje za nekaj, ampak pač tako, da je na koncu on žrtev svojega lastnega uspeha. A si kdaj to doživel pri kom? Ja, mislim, tega je ogromno. Mislim, jaz tudi športnike, ki po svetu kovčam, na koncu veš, da se ti ukvarjaš s takimi žalostnimi stvarmi, ki sploh nimajo veze s tem, da si ti trener. Tako da tega je veliko. In moja nekakšna filozofija pri delu, pa pri mojem življenju je, da pač imaš neke vrednote, moja vrednota je družina, odnosi v družini, konec koncev delo, iskrenost, pa tudi ta moja neka psihofizična kondicija. In potem prideš do tega, da ko ena stvar, eno področje življenja začne zelo sekati ven, ali so to treningi, ali so to tekmovanja zaradi odsotnosti, ali pač v odnosih nekaj ne štima, se začnejo domine podirati. In jaz moram reči, da najbolj občudujem ljudi, ki ohranjajo balans na vseh teh področjih življenja, ki meni veliko pomenijo. Sej na koncu tudi priješ do tega, da nekomu to pač ne pomeni toliko kot mene, ampak fakt, zakaj imaš pol, ne vem, 3 otroke, s katerimi nisi nadzraven, pač ful žalostno. Ampak to so druge stvari, jaz se pač zdaj v to ne morem spuščati, ni moja stvar. Ja. Ampak pa tudi priješ do tega vprašanja dopinga, od teh vprašanj je ful v športu, tudi v našem športu. Ene stvari, ki izboljša regeneracijo, ne glede na to, kateri šport je, če ti lahko narediš namesto 7-10 treningov, pa se potem regeneriraš, jaz si pač boljši. Ampak jaz vse te ljudi, ki vem, da se pač te stvari poslužujejo, ali pa so imeli žal pač v preteklosti kakšne epizode tudi tako dokazane, jaz ne bi zamenjal z njihovim življenjem. Pa so lahko ne vem kolikokratni svetovni prvaki, zato ker pač nimajo balansa. In toliko truda, ki vnese, mislim, ki zahteva, da ti si prisoten z družino, da delaš, da treniraš, da si iskren, da skrbiš da vse to laufa v neki harmoniji, je, mislim, da bistveno več kot to, da bi jaz postal svetovni prvak. Ja. Identiteta, ti zdaj dejansko, ko si ti enkrat rečeš, jaz bom svetovni prvak, si ti sam sebi dal identiteto, ki jo pač dokler ne dosežeš, si podpisal pogodbo s sabo, da pač nisi ti oziroma ne moreš biti srečen. Med tem, kar si ti ugotovil, kar je zelo lepo, je, da se bistvo pač skriva v temu, kar že si, kar si že od začetka bil. Tako da tudi prej, ki si lepo rekel, da pač si lahko to, kar si lahko prisoten v trenutku, da ti to veliko pomeni. Jaz mislim, da zato tudi pač se ti zadeve lahko odvijajo, tako kot se ti odvijajo. Ker vrhunski športniki pa bi te dal med njih, glede na to, kaj si dosegel, kaj dosegaš. Tam je res tanka linija med to poblaznelostjo za neko identiteto, ki so ti v bistvu drugi dali. Breme, zdaj pa, naslednji let boš pa prvak, naslednji let boš pa ti te prvi, naslednji let pa zlata, veš, kad ti to poslušaš, kar naenkrat si tako, pismo, zdaj pa res moram biti. Pač ta pričakovanja, ki jih ustvarjaš sam, pa ustvarja jih okolica, so res ogromno breme. Ja. To so ogromno breme. Jaz pač lahko zase rečem, da meni okolica ni nikoli nekih hudih bremen, ampak imel sem pa tisto neskončno neizživeto željo biti vrhunski športnik. In mislim, da sem to 2015 dosegel. Sem si rekel, zdaj bom pa to počel, ker imam to rad. Konec koncev je tudi nekaj povezano to z mojim poslom. Jaz, če hočem biti dober trener, če hočem biti prisoten in v stiku z najboljšimi zadnjimi metodami, kako nekomu pomagati, da se bo potopil globlje in bolj varno, moram biti pač zraven. In to pač tudi ful rad počnem. In v letih, ki so sledila, se pač stvari jasno malo dozorijo, nove metode, nove pristopi, ti si drugačen in je lažje, lepše. Res. Da do teh modrosti prideš, kakorkoli se to zdaj poetsko sliša, do teh spoznanj, ki zdaj govoriš o njih, moraš doživeti kdaj tudi trenutke, ki niso prijetni. Kaj bi rekel, da je te skozi življenje
največ dal te neke zbistritve misli, da zdaj pač tako samozavestno, suvereno govoriš o stvarih, v katere res verjameš, ker so ratale tvoje resnice. Ne? Če tako pogledaš malo čez svoje izkušnje, kjer so bile kakšne take. Večino sem jih omenil. Grozen je, da do tega prideš z hudimi porazi, hudimi neuspehi. Ne? Ja. In potem se s temi neuspehi soočati, se v bistvu soočati sam s sabo je zelo zahtevno. Ja. In na začetku, ko sem se s potapljanjem začel ukvarjati, so bili sam uspehi, potem so sledili neuspehi in so ti neuspehi trajali 5 let. Ja. In v tem času, za primer, na treningu sem brez težav pod vodo preplaval leta 2011 250 metrov z monoplavutjo, kar bi bilo top 5, verjetno na svetovnem prvenstvu takrat, pa še več. Potem sem prišel na prvenstvo in sem bil toliko nahajpan. Srce mi je toliko bil, toliko sem bil euforičen, že sam, da sem prišel tja, se sploh nisem se mogel pomiriti, nisem mogel biti pri stvari, noge mehke. In sem pač med plavanjem pod vodo zgubil zavest na 112, 113, 212 metrih. Torej, skoraj 40 metrov slabš kot 10 dni nazaj na treningu. In takrat si res vprašaš, kaj je zdaj narobe? So res ta moja pričakovanja tak problem? Kako se pa zdaj s temi pričakovanji soočati? In 2013 je bila podobna zgodba, in pa gremo na Bahame in se zgodi ta smrt. In mi smo bili takrat to je zelo mali otok, na katerem ni nekih rezortov, ni veliko ljudi. Long Island na Bahamih, tam je Dinova modra luknja, najglobja luknja 203 metre globoka. To je tempelj za proste potapljače, nekaj najlepšega. No in se je pač zgodila ta nesreča. In mi smo takrat ostali, vsa ta družba prostih potapljačev zbrana na otoku, noben ni mogel nikamor pobegati, smo se ful povezali, ful smo se pogovarjali. In jaz takrat gledam in sam rečem, jaz se tle zdaj sekiram, a bom prvi, drugi, a bom naredil rekord. V bistvu sem tako najbolj srečen človek, že sam zato, ker lahko počnem to, kar me noro veseli. Mislim, kakšen privilegij je to, da mi družina stoji ob strani, da me noben ne uvira pri tem, čeprav vem, da vsakeč, ko rečem, da se grem potapljati, jih skrbi, a bo vse v redu. In ta privilegij, da v življenju najdeš nekaj, kar te usrečuje, da lahko to delaš, da v tem napreduješ, je tako noro velik. Jaz mislim, da tega večina ljudi nima, nažalost, pa bi ful rad jim pomagal, da to najdejo. In še pol totalen upgrade, mislim pa, da je, da če imaš možnost, da tudi to postane tvoj način življenja, tvoja služba, tvoj posel, pa po mojem je pa to je pa pač loterija življenja, ne rabiš nič več drugega. Ja. Zrelost v tvojem primeru je to, da si ti minimaliziral tveganje za svoje življenje s tem, da si se izobrazil, naučil, na podlagi izkušenj prilagodil. In to pa, da tudi v bistvu vidiš, da uspeh so zelo preproste stvari. Se to starejši ljudje vejo, oni so polni modrosti. Mi mladi pa iščemo avte, ure, potovanja, ne vem kaj še vse. Pa starejši ljudje so res polni modrosti. In zakaj? Zato, ker so na poti tokrat padali, se polomili, se pobrali in so, kjer so. Mi pač padamo isto, se učimo. Jaz sem tudi mislil, da že vse vem. Pa je prišlo po letu 2017, ko bi si sam mogel reči samo, ne se potopiti, pa so me uživljali tam, pa tašča gledala v živo prenos, ko sem prišel domov, vlačil si sebe, mislim. Ja, se to. Je to res, da kad treniraš te potope, da je del treningov tudi to, da do te mere greš, da skup padeš? Ne. Meni se je to v življenju zgodilo 5-krat, 6-krat. Na zadnje 2017. To pomeni, da si naredil vse. Mislim, prvič si mentalno pogorel, ker si se spravil v stanje, da si umrl. Ja. Drugič si se preforsiral. Ja. In tretjič ti se te situacije ne spomniš. Ja. Zato, ker se ti ta kratkoročen spomin se ti zbriše. Tako da ne, naš trening zgleda
na način, da telo adaptiramo na višje koncentracije ogljikovega dioksida, na nižje vrednosti kisika, da napredujemo v anaerobni vzdržljivosti in potem, ko daš to v eno celoto, se tvoje podopi začnejo daljšati. Kaj jaz sem slišal lih to, a ne? Pa nisem čist verjel, sem rekel, da te bom vprašal, da kao forsirate telo do tega, da veste, kaj se zgodi, preden skup padeš. Ne? No, ampak si mi ti zdaj lepo pojasnil, da to lej, je res. mi imamo neke simptome, ne, ki te opozarjajo na to, da koncentracija kisika pada. Ja, In zdaj, ti simptomi, ne, meni je najbolj smešen, jaz sem te simptome doživel, ko me je nekdo pelal na kupanje v ledeno vodo in smo predtem hiperventilirali. In meni ljudje govorijo, jaz tam med to hiperventilacijo, med dihalnimi vajami, preden grem v ledeno vodo, jaz doživim stanje telesa na višjem nivoju. Pa sem rekel, kaj ti govoriš? Kaj govoriš? Ti si tik pred tem, da zgubiš zavest. To so simptomi, ki nakazujejo, da koncentracija kisika v možganih pada. Kar se zgodi med hiperventilacijo. Borov efekt, vez med kisikom in hemoglobinom postane tako močna, da se kisik ne more odcepiti za procese in po telesu kroži kri, ampak se ta ne odcepi, zato da bi se lahko možgani in ostale celice oskrbele. In ti zgubiš zavest med hiperventilacijo. In ista ta zadnja faza se pri nas dogaja, pri potopu. Pridejo, malo se ti oža vidno polje, zvok postane malo doneč, pojavijo se mravljinci, lahko tudi nekontrolirani krči, ampak ti mravljinci so zelo značilni in takrat zame pomeni, da se mora potop zaključiti. Če grem jaz prek tega, je mala verjetnost, da bom varno potop speljal. Ja. In valjda moj trening vključuje, da potop zaključim varno, da so možgani 100% pri stvari, da nimam nobenih, da se noben del možganov ne izklopi. Ja. In če grem jaz prek tega, prvič, to je za živčen sistem tak šok, da se kar nekaj časa ne pobereš. Druga stvar pa je, a ti hočeš vedeti, kaj je tvoja meja? Raj ne. Tako da. Jaz drugače delam, mislim, Wim Hofa pa to. To je super. Ja. Tudi jaz kdaj čutim mravljince, ja. donenje, sam jaz nisem pod vodo. Wim Hof, njegov ta, kako bi rekel, učno gradivo, ne izvajaj tega med vožnjo, ne izvajaj tega pod vodo, ne izvajaj tega za karkoli čez glavo itd. In to je čist drug efekt, ne bi šel zdaj to hiperventilacijo, ker ima pozitivne učinke, na stimulacijo imunskega sistema, tudi malo te dvigne, poživi, nima to veze s prostim potapljanjem. Naše dihanje je čist nasprotno. Umerjeno, sproščeno. Ti s hitrim dihanjem stimuliraš simpatično živčevje, z dvakrat daljšim izdihom stimuliraš parasimpatično živčevje. Dihanje s trebuhom stimulira parasimpatično živčevje, dihanje s prsnim košem stimulira simpatično živčevje. In zdaj razlika je, simpatično te dvigne, parasimpatično te umiri. Točno tako. In zdaj sveda, mi probamo pred tekmo, ko si ti pod stresom, ko je prisoten adrenalin, ki je pač sestavni del simpatičnega živčevja, mi hočemo negativne učinke adrenalina čim bolj zmanjšati. Kako je hoče vsak uspešen, poslovnež, vsak človek, ki želi biti uspešen pred vsakim sestankom, vsak študent pred vsakim izpitom, pred vsako stresno situacijo. Zakaj? Zato, ker adrenalin ti v bistvu pospešuje frekvenco dihanja, pospešuje frekvenco bitja srca, enormno pospešuje porabo glikogena v mirovanju. In mi hočemo doseči glih nasprotno. Mi hočemo imeti maksimalno prekrvavitev možganov, ki jo žal pač adrenalin tudi posledično malo zmanjšuje. Hočemo biti 100% pri stvari, da zaznamo vse opozorilne znake in simptome, kaj se dogaja, kar adrenalin v bistvu zamegli, ker se zelo dvigne ta toleranca na bolečino in nelagodje. In potem mi s tem dihanjem, se pravi s trebušno prepono, z dvakrat daljšim izdihom, pa dihanjem skozi nos. V telesu prvič poskušamo držati optimalno raven ogljikovega dioksida, ker ga nujno potrebujemo, zato da bo potop varen. Poleg tega prisotnost ogljikovega dioksida v telesu izboljšuje prekrvavitev možganov, izboljšuje absorpcijo kisika. Poleg tega
recimo športniki, ki čakajo na štart, če bo tam na tribuni mu adrenalin šopal, bo vas glikogen skuro, ne, in pa bo šel na tekmo in se bo čudil, zakaj ga je zadnjih 15% nastopa zmanjkalo. Ja, zato, ker si vse skuro, ker si bil živčen, ne. In res, to dihanje, to je tako... Sem se hotel malo tega s tabo še dotakniti zdaj, ker jaz sem Huberman, pri Hubermanu po moje, da sem zasledil ta double inhale, long exhale, ne, torej. In ko ga naredim 2-krat, 3-krat, dejansko me pač vrže v trenutek in se ful umirim. Kako ti na to vidiš, oziroma kako bi ti to povezal? Kaj bi bilo smiselno narediti takrat, ko se umiriš? Pa lahko vsak, ki to zdaj posluša, naredi vsak dan. Torej, vedno je prvi korak, ko se želimo sprostiti, da sprostiš ramena. Ker s tem takoj vzameš napetost prstnemu košu. Ne? V drugem koraku sprostiš trebušne mišice, zato da lahko začneš dihati s trebušno prepono. Tehniko, ki je omenil Huberman, je ni čisto za sproščanje, je bolj kot ne za neko aktivacijo pa prisotnost v trenutku. Ker tehnike za sproščanje temeljijo na dihanju s trebušno prepono. In to je najbolj, po mojem, pomembna stvar. In glih zdajle sem imel ena predavanja o dihanju in sem pač bral različne znanstvene članke in v reviji Nature, ena najbolj priznanih znanstvenih revij, je bil članek, kjer so delali analizo vrhunskih športnikov, kako dobro imajo razvite dihalne mišice. In so ugotovili, da 40% vrhunskih športnikov, to je bila poljska raziskava na Poljskem, ne zna dihati s trebušno prepono. Meni se zdi to šokantno, zato ker pozitivne učinke, ki jih to prinaša na well-being, so neverjetni. Ne? Tako da, kaj lahko poslušalci naredijo zdaj v tem trenutku? Ja, ramena sprostijo, trebušno prepono sprostijo, zaprejo usta in dihanje preusmerijo na nos. In potem imamo eno zelo preprosto tehniko, s katero uravnovesimo koncentracijo kisika pa ogljikovega dioksida v telesu. Vdihneš cca 4 sekunde, potem zadržiš 4 sekunde in potem 8 sekund izdihuješ. In vse skozi nos. Ne? Se pravi, vdih 4 sekunde, zadržiš 4 sekunde in izdih 8 sekund. Ne? In to je v bistvu tehnika, s katero boš ti v telesu dvignil koncentracijo CO2, kisika boš imel več kot dovolj, prekrvavitev možganov se ti bo izboljšala. Pomembno je, da res delaš skozi trebuh. Tehnika, to je v bistvu izpeljanka tako imenovanega box breathing. 4 sekunde vdih, 4 sekunde zadržiš, 4 sekunde izdih in pol še v izdihu 4 sekunde držiš. Jaz sem poskušal različne te pristope in sem nekako prišel do tega, da lažje delam 8 sekund izdih, pa potem takoj vdih odpol na izdihu še malo držim. Je pa ena ali druga opcija v redu. Skratka, pomembno je, da je vdih in potem vse, kar sledi, je daljše. In v obeh primerih prijemo do tega, da je izdih 3-krat daljši. In to je po mojem dihanje, ki pomaga, ne po mojem, to je pač čisto merljivo, ne? Če si dajo recimo nek pulzmeter gor, bojo videli, da ko dihajo na ta način, se jim bo srčni utrip začel merjati. Pred spanjem narediš tako dihanje, se tudi prekrvavi. Res je pomembna za sproščanje prisotnost ogljikovega dioksida, ne? Ker ogljikov dioksid je v bistvu sicer plin, ki nam sproži potrebo po vdihu, ampak hkrati je pa tako imenovan vazokonstriktor. To pomeni, da krči žile v periferiji, pa širi žile, ki dovajajo krive možgane. In širi dihalne poti. In to lahko vsak testira, pa bo videl, da je temu res tako. Če si prehlajen, ne moreš dihati skozi nos. Vdihneš, zadržiš sapo, počakaš do nelagodja, ko se pojavi nelagodje, počakaš še 15 sekund in ko boš zadihal, boš lahko dihal skozi nos. Ne rabiš nobenega spreja za nos. Z enim vdihom. Z enim vdihom. Zakaj? Zato, ker se bo v tem času dvignil CO2 in boš prav slišal, kako nos naredi klik, sluznica se stanjša in potem ta efekt drži
8 do 12 minut. In to je najbolj tak trik, ki ga vsakemu svetujem, ki je prehlajen, pa ne more zaspati. Ne? Ja, pač zadrž sapo, nos se ti bo odprl. Boš mogoče pol mogel to še enkrat ponoviti, ampak lej, če boš imel srečo, boš glihojel trenutek, da boš vmes zaspal. Ne? In s tem dihanjem, ali je to box breathing, se pravi 4-4-4-4, ali pa to, kar sem jaz omenil, ne, se pravi 4-4-8, ti na najbolj tak preprost način daš človeku orodje, ki je merljivo, da to doseže. Ne? In to je za sproščanje. Za aktivacijo pa potem globoko dih in te pač dvigne. Ne? Ampak v stresnih situacijah ti ne rabiš tega. Ti rabiš kontra. Rabiš kontra, ker čim bo prišel trenutek, si ti noter, se boriš. Če se hočeš pa, ne vem, zjutraj prenehati piti kavo, zato ker si zaspan, super, ulež se na tla, pa nared par teh globokih vdihov s prstnim košem, pa hiter izdih, pa vdih, pa hiter izdih. Kaj pa še to, da pol zadržuješ dalj časa, ker jaz imam to od Wim Hofa, da naredim 30 vdihov, izdihov, pa pač delam retention, minuta pa pol, 2 minute, pa 2 minute pa pol, imam runde. Torej, pri Wim Hofu v bistvu stvari temeljijo na tem, da se stimulira imunski sistem. S tem, ko ti delaš te hitre vdihe pa izdihe, kot sem rekel, iz telesa izločiš ogljikov dioksid. In če ti potem izdihneš, to verjetno delaš na izdih, se bo ta tvoj čas povečeval. In boš, kot si rekel, na koncu prišel mogoče do 2-3, eni celo pride še več minut. In s tem v bistvu ti na najbolj enostaven način človeku, ki ni treniran, sprožiš padec koncentracije kisika. In zakaj pač Wim Hof pol poudarja, pa ne samo Wim Hof, vsi mi, ki smo v ta šport prostega potapljanja vključeni, da tega nikoli ne smeš delati pod vodo. Zakaj? Zato, ker če bi ti zadržal sapo, pa bi se z našim treningom uspel pripraviti, da na izdih držiš 2-3 minute ali pa 4, bi videl, da ti v našem primeru veliko kasneje začne padati koncentracija kisika in nižje pade. Če daš ti recimo oksimeter na prst, ko delaš te Wim Hof tehnike, na izdih boš videl, da ti lahko saturacija kisika pade tudi pod 80. In v bistvu on to hoče doseči, ker s tem on tebe spravi še v dodaten šok, ki stimulira izločanje adrenalina in adrenalin potem stimulira imunski sistem. Če bi pa ti to počel pod vodo, pa se pod vodo premikal, ali pa če bi to isto tehniko uporabljal med gibanjem, bi pa verjetno izgubil zavest, zato ker sploh ne bi zaznal, da ti je koncentracija kisika začela padati, ker to je res ena stvar pomembna za vse poslušalce. Mi v telesu nimamo receptorjev, ki bi nas opozarjali na nizko koncentracijo kisika. Oziroma se sprožijo tako pozno, da se na njih sploh ne moramo zanašati. Večina jih sploh ne doživi. Imamo samo receptorje, ki nas opozarjajo na višjo koncentracijo ogljikovega dioksida. In prek celičnega dihanja vemo, kisik pa sladkor se porabljata zato, da se proizvaja ATP pa CO2. In kisik se porablja, CO2 se nabira. In mi iz tega CO2, ki je stranski produkt, potem dobimo opozorilni znak. In za hiperventilacijo ti to izločiš iz telesa. Zelo alkalno stanje ustvariš v telesu. Alkalno pomeni, da se je pH dvignil. Kislo se je pH spustil. In zdaj, če greva še korak naprej, ker sem prej omenil Borov zakon. Ko se v krvi vzpostavi alkalno stanje, se ob hiperventilaciji se ta vez med kisikom in hemoglobinom tako ojača, da se kisik od hemoglobina ne more odcepati. In potem pridemo do tega, zakaj pri hiperventilaciji ljudje izgubljajo zavest med dihanjem. Preprosto zato, ker je tako alkalno stanje, da po krvi kroži kisik, ki se pa ne more odcepati in preiti v celice. In to je pač ultra nevarno, zato tudi pride na koncu do raznih mravljincev, zato na koncu pride do vseh teh efektov, ko jih jaz doživljam na koncu svojega potopa, ki kažejo na to, da je koncentracija kisika
v možgani začela Piska, padati. kaj je v glavi. Lahko piska, lahko šumi, zvok postane tak doneč, mravljinci na ustnicah, na čelu, na rokah. Ja. Zanimivo. Kaj pa pri otrocih, recimo? A ne? A veš, je to dihanje zelo nezavedno na začetku. Mislim, še pri odraslih je unih, ki nikoli ne pomislijo, kako pa jaz diham sploh čez nos. Kaj lahko jaz kot starš recimo naredim pri otroku, da mogoče ga malo usmerim v to, da bo dihal čez nos, da bo dihal pravilno, no? Kaj bi mi rekel? Torej, prvi pogoj je, da ima otrok čist nos. In se mi zdi, da je del take dnevne higiene čistiti, mislim, da ga stuširaš, jasno, ne, ali umiješ kakorkoli, umiješ zobe in pomava midva, recimo z mojo hčerko, že kar tak protokol, da ona mene eno ampulco stisne v nos, pa jaz ne eno ampulco stisnem v nos, ne. In pol midva leživa na posli, ampulco fiziološke raztopine, da bo jasno, ne. In potem tam leživa na posli, se tam malo hecava, že prej si priprava robčke in pol se dvigneva in pol rečem, no, zdaj pa močno vdiham skozi usta, pa ona vdihne skozi usta, no, zdaj pa tako močno piham skozi nos, da boš vse zbudila. In pol ona vdihne res že ful, ne, in pol piha skozi nos in si ful nos čisti, ne, res ful si nos čisti, zato ker zdaj je to rato v žur, ne, in zdaj rašteva, zdaj sva zbudila tega, pa sva babico zbudila, pa unga sva zbudila, pa tega prijatla in je to igra, ne. In pol, ko gre ona spat, pač jo vidim, da ima zaprte usta in diha skozi nos. Drugače ne moreš otroka zrihtati, ne, da bi dihal skozi nos. V vsakdanjem življenju se mi zdi tudi fajn, da ga večkrat mu rečeš, kako ti trebušček napihneš, ko vdihneš, ali pa da mi pokažeš, kako ti močno pihneš, takrat, ko svečke na torti pihaš, ne, in pol ona vdihne. Zdaj pa še malo trebušček zraven, in pol kar naenkrat tam mali vdihnejo to, da sploh ne moreš verjeti, ne. In jim je to ful žur. Jaz sem to recimo pri moji hčerki začel opažati, da je začela zelo sodelovati pri tem, tam od leta pa pol naprej, ne. Predtem pa karkoli si dal nos, je bilo samo vreščane. Tako da to ne. Pa recimo ena stvar, ki je tudi pri otrocih ful povezana tudi z našim športom, ne. Izenačevanje pritiska, o tem nisva kaj dosti govorila, ne. Ti, ko se potopiš, se ti volumen zraka v srednjem ušesu zaradi stiskanja pritiska zmanjšuje. In zdaj ti moraš se prijeti za nos in nekako ustvariti pritisk v nosno-željni votlini, ki bo odprl Evstahijeve cevi, da bo zrak šel v srednje uho in ga boš s tem volumen izenačil, ne. Pri otrocih je anatomija Evstahijevih cevi drugačna, so bolj vodoravne. Ne, in je zato zelo pomembno, da za čiščenje Evstahijevih cevi pri odraslih med govorom, med goltanjem sline, med hrano se Evstahijeve cevi odpirajo, zapirajo in se čistijo. Pri otroku se pa to dogaja takrat, ko se doji. In ga ima še enkrat, mislim, mama ga ima enkrat na eni strani, enkrat na drugi strani, zdaj pa tisti, ki pa dojijo na flaško, morajo biti pa zelo pozorni, da ga enkrat obrnejo na eno, enkrat na drugo stran, zaradi tega, ker sesalni refleks je v bistvu simulacija tega našega giba za izenačevanje. Ne? In takrat se njime Evstahijeva cev čisti. Zdaj, otroci, ki imajo pa težavo pri sesanju, imajo pa zelo pogosto težavo tudi z priraščenim jezikom. In ne morejo ustvariti dovolj velike amplitude pa premika jezika, da bi naredili zadosten vakuum, da pijejo, ne, mleko pač pri mami. In potem to je en tak zelo rutinski, hiter poseg, se samo z laserjem v pari sekundah malo prereže, nič hudega, ne. No in to sem jaz v bistvu spoznal pri svoji hčerki, ne, ker smo pač te preventivne preglede delali. No in pa jaz začnem tuhtati, čakaj, goltanje, premikanje jezika. Jaz imam ljudi na tečajih, ki ne morejo izenačevati. Kako bi jaz to začel pri njih preverjati? In jaz ljudi, ki ne morejo izenačiti, in prvo rečem, no zdaj pa nasloni jezik na zgornje zobe, pa probaj maksimalno odpreti usta. In imaš ljudi, ki ne morejo tega narediti. Kaj jezik je bolj pritrjen, ne? Ja, točno to, ne. In po začnemo to tuhtati, pa se pogovarjati, pa sem imam težavo z izgovorjavo te črke, pa težave z goltanjem, pa imel sem aparat. In veš, da so te stvari vse med sabo povezane. Dihanje skozi nos vpliva na razvoj čeljusti obraza. Mobilnost jezika vpliva na
govtanje, na izgovorjavo črk in konec koncev tudi na pozicijo zob. Zato, ker z jezikom moraš pol kompenzirati, tako da ga nekam porivaš, naslanjaš. Ne? In ko smo začeli te metode, čisto otroške metode, vključevati na naše tečaje, smo kar naenkrat postali ful bolj uspešni po učenju tehniki izenačevanja. Hudo. Kaj po odrasli? Kaj opaziš, da največ ljudi dela narobe, ko diha? Ja, to, da niso zavedni, kdaj vključujejo trebušno prepono, pa kdaj medrebrne mišice. In že sam to zavedanje ti omogoča, da v kritičnih situacijah uporabiš orodje, ki ga potrebuješ. Ali pa takrat, ko se hočeš aktivirati, da ga pač nekaj drugega, se pravi v enem primeru prepona, v drugem primeru prsni koš. Odrasli velikokrat dihajo skozi usta tudi, ker ne skrbijo za nosno higieno in čisto mehansko ne morejo dihati skozi nos. Pri športnikih, s kar nekaj športnikimi vrhunskimi sem delal te dihalne vaje, recimo tudi Primož Roglič. On je za razliko od vseh ostalih kolesarjev, ki blazno dobro dihajo s prsnim košem, on s prsnim košem sploh ni znal dihati, je pa neverjetno dobro dihal s trebušno prepono, pa mi je razlagal, da on že ful časa dela dihalne vaje. In po meni bilo jasno, oni kolesarji pa kolesarke niso znali s prepono dihati, on diha s prepono, ampak ne zna s prsnim košem. Pa smo delali s prsnim košem vaje. V športu pa pri naporih je zelo pomembno, kdaj pa kako ti preklapljaš iz dihanja na nos na dihanje skozi usta, pa kdaj trebušni preponi dodajaš medrebrne mišice. In s tem lahko ful dober v bistvu vplivaš na svoj performance, vrčuješ v bistvu energijo, sploh če je neka daljša tekma, kot je kolesarjenje, tenis in tako naprej, da v bistvu vrčuješ energijo proti koncu. Tako da začetek je vedno trebušna prepona pa nos, potem začneš trebušni preponi dodajati še tale del medrebrnih mišic, in takrat, ko je maksimalen napor, jasno odpreš usta in dihaš s polnimi pljuči. In s temi dihalnimi vajami v bistvu ljudje, ko smo pač delali malo spirometrijo na delavnicah, tam za 10-15% v roku enega sešna izboljšajo svojo vitalno kapaciteto, kar je v bistvu ogromno. Wow. Potem so pa še razne raztezne vaje. Jaz se spomnim, ko sem se začel s tem ukvarjati, sem imel vitalno kapaciteto tam 8 litrov. Jaz zdaj imam z normalnim vdihom 9,75, pa smo pa še te raztezne vaje delali, sem prišel pa tudi do 12,5. Raztezne, da kaj ti mišice okoli pljuč in prepone raztegneš. Ja. Zato, ker volumen pljuč je v bistvu odvisen od 3 stvari. Prvo je čist sama velikost prsnega koša. Druga stvar je prožnost dihalnih mišic. To so medrebrna in trebušna prepona. In tretja stvar je moč dihalnih mišic. Da si ti sposoben neodvisno od trebušne prepone nadaljevati vdih z medrebrnimi mišicami, da ti pri maksimalnem vdihu recimo zrak, ko začneš vdihovati s prepono, pa pol nadaljuje z medrebrnimi mišicami, ne pobegne iz prepone v medrebrne mišice. In imaš s tem ful večji volumen. Zdaj plavalci. Mislim, meni je to noro, da danes plavalci pač tega ne delajo in pol tistih par frendov, ki jih imam, ali pa me starši prosijo, da bi kaj pomagal. Mislim, na vodi boš bolj ploven, če boš imel večji volumen pljuč, Dajmo to izpiliti. Če boš ti bolj ploven, boš lažje plaval. Ostali športniki, recimo Rok Drniković, dvigovanje uteži, olimpijsko dvigovanje uteži. Ja, če hočeš ti na koncu dvigati tisto utež, moraš narediti zelo dober vdih, zato ker poln vdih ti daje stabilizacijo trupa. Pol je pa ta v bistvu vpliv CO2. Zato ker mi imamo v športu imamo mišično odpoved, ki ponovadi pride zaradi laktata, lahko pride pa tudi do respiratorne odpovedi, ki pa pride v bistvu zaradi respiratorne acidoze. In ta respiratorna acidoza pride zato, ker ti v eni točki nisi več sposoben tolerirati vseh teh vodikovih ionov, ki se pač sproščajo med tem procesom dihanja in ustvarjajo kislost. Ja. In samo s parimi vajami, samo da nekdo začne sistematično en teden med tekom ali pa kolesarjenjem dihati skozi nos, se bo njemu toleranca
na to zakiseljenost tako neizmerno zvišala. Ne? In bo kar naenkrat ne bo več ta respiratorna odpoved njegova omejitev. Crossfit je en tak primer, tam grejo čist all out, na koncu so čist gotovi. Ne? Se pravi, pri njih je ta CO2 trening ful pomemben. Rok je hodil k nam na apnea treninge zato, da je zviševal toleranco na CO2. To so pač te metode, ki jih po mojem lahko iz tega našega športa apliciraš na vsakdanje življenje, na ostale športe. Seveda je pa bolj pomembno, na kakšen način zdaj ti treniraš. Najbolj osnoven način res CO2 treninga je dihanje skozi nos, potem imaš pa en kup enih variant, ki še dodatno pač povečajo intenzivnost. Meni je trener moj, ki sem še pri njemu treniral Turk, mi je dal kozarc vode in sem mogel kozarc vode spiti, pa sem imela pa krožno. Ta prvo smo imela kombinacija, se pravi na fokuserje, potem sem pa še na assault bike in nisem smel vode pogoltniti, skozi sem mogel imeti v ustih. Seveda. In je bilo smešen za popizditi, ker na začetku itek, ko prideš do unih prvih, pol kar naenkrat začneš tako čist drugače dihati. Kle vlečeš, kar neki stuki od zadaj, že noter ogromno eno količino kisika čez nos noter potegneš, ki jo prej nisem znal, ki mi je rekel, dihi čez usta, ker sem skozi malo pogolfal, Kle pa nisem mogel in sem opazil, da v bistvu po vaji nisem bil toliko utrujen. Ja. Pač to je noro, in tudi ti, ko začneš dihati skozi nos, tebi se kar naenkrat prehodnost nosu izboljša. Tako da, ne vem, jaz kaj prijem na trening, kondicijski, a jaz grem prvo na WC, pa si nos spucam, zato da lahko pol diham skozi nos. Zdaj, en tak pionir od tega dihanja je en doktor Butejko, to je en ruski zdravnik, je o tem veliko pisal, delal. No in recimo njihova metoda je še hujša, če vidiš, da ti ne moreš preklopiti na dihanje skozi nos, vzameš selotejp, pa si zalepaš usta, in da tudi tako spiš, če vidiš zdaj, da se po noč zbujaš, pa imaš čisto suha usta, si pač to zalepaš. In oni so šli še naprej, oni so recimo otrokom tudi povijali obraz, tako da so imeli otroci pač čeljust, usta zaprta. Med spanjem. Zato, da so na vse načine stimulirali dihanje skozi nos. To so ruske metode. Ampak, ni treba, da gremo tako daleč, ampak že sam to, da imaš vodo v ustih in da ne smeš spustiti, lahko naredi ogromno razliko. Ja. Mislim, jaz, ko sem enkrat zavestno čez nos začel dihati, se mi zdi, da se mi je tudi po eni energiji poznal. Tako nisem bil toliko zaspan, pa ne vem, se mi zdi, da v tem treba ljudi bolj ozaveščati, o dihanju skozi nos, ker toliko enih problemov pride zaradi dihanja čez usta, usta imamo za jesti, ne za dihati. Tako da ful dobro, da se tudi s tem ukvarjaš. Zdaj, kot sem te zdaj poslušal, v bistvu skoraj take meri, kot z potopi. Ja, itak, zato, ker me to me veseli, in na koncu, ko rešiš en problem, prideš do drugega, tretjega in pač pol to itak tuhtamo in probam to znanje deliti čim širš naprej. Zato, ker to izboljša well-being ljudi. Pika. Kje te folk najde, da bi te stvari lahko mogoče se pridružili tudi kakšnemu tečaju ali pa kaj na spletni? Spletno stran imamo apnea.si, Instagram samo.jeranko, Facebook ne objavljam toliko, ampak to so kanali, kjer bomo jih dal kle dol v opis tega videa, če gledate na YouTube, drugače pa, tako kot ste slišali, za tiste, ki na Spotifyju pa Apple Podcast. Jaz bom sigurno še enkrat počekiral, ker pač sem od parih ljudi slišal zate in so mi vsi rekli tako pač, to je proper, in tudi zdaj vse, kar si mi povedal, veš, jaz sem mal podvržen temu, da jaz, ko Huberman nekaj reče, jaz Hubermanu verjamem in delam, brez da se preveč sprašujem, kaj si sploh dogaja. In mi je ful všeč, da si mi tudi tukaj malo odprl, pa ne samo meni, tudi vsem, ki to poslušajo, veš, meni je zelo čast to, da mi reče, vsako epizodo se nekaj naučim. Če ste se danes naučili vsaj malo glede dihanja, pa določenih drugih zadev top shit, se mi zdi, da je to ful pomembno za folk, da znajo dihati. Huberman in vsi ti fantje, ki pač delajo zelo vplivne podcaste, mislim, da imajo danes neverjetno moč pa vpliv. Res, to je tako malo zastrašujoče. Jaz zelo rad podcaste poslušam, ampak moram reči, da sem Hubermana nehal poslušati. Neke stvari se ponavljajo, neke stvari so mi predolge. Parkrat smo zasledili, da je tudi neka informacija noter dol, ki niso točne. In to nas je kar, mislim, mene pa cel ta naš community, ki se s tem ukvarjamo, nas je kar malo tako šokiral, na kakšen način
on dela, pa na kakšen način pač pride do informacij. Tako da to je bila moja opaska, Ja. ampak overall pa ta njegov message, pa način, pa dostopnost teh informacij, po mojem, dela ful dobro. No. Ja. Pač res velik doprinos za kvaliteto življenja, pa dostopnost teh informacij. Ja, super, res, da smo prišli do te točke, da imaš ti medije, ki so zastonane. Pa dejansko, veš, kad podcasti, to je bolj kot ne oblika prokrastinacije. Tudi če ti misliš, da se učiš, moraš ti nekaj narediti, da se to res naučiš. Dati pa ogromno informacij, ki se ti včasih jih mogo iskati v knjižnico. Jih imaš ti pač praktično na dostopu tega. Res je. Je pa itak ful odgovornost tudi to, kaj pride na teh podcastih ven. In veš, ljudje ti začnejo verjeti, tvojo besedo jemljajo z resnico. In ne vem, veš, jaz tako po eni strani se kdaj hecam, da bi Huberman zdaj pač bil kupljen strani nekih ljudi, ki bi se hoteli koristiti in začel uno prodajati. To bi bila zmaga, ne za une. Tako da je ta morala tukaj od zadaj, pa ta pač dobrobit noter, ki si tudi preomenil dober človek, to zame pomeni, da ti pač slediš svojim vrednotam, ne glede na to, kaj ti bo kdorkoli ponudil. Ja. V tem primeru pa pač, da ostaneš zvest temu, pa da ne glede na te vse svetleče objekte, ki se ti pokazujejo, še zmeraj si sposoben pač biti to. Ja. Tako da, eno vprašanje imam še, ki ga vsem gostom postavim, in sicer, če bi jutri umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Pač ne glede na to, koliko časa traja, da najdete tisto stvar, ki vas veseli. Če jo na koncu najdete, čas, ki vas je peljal do tega, ni stran vržen. Lepo. Tako da to bi bila neka moja, po mojem, sporočilo, zato ker ta purpose, to je zelo klišejsko, meni gre dejansko že dostikrat na živce. No? Ja. Toliko enih knjig, toliko enih pogovorov, toliko nekih objav je na to, kako pomembno je, da v življenju delaš to, kar te veseli. Pa v bistvu jaz v zadnjem obdobju slišim toliko enih ljudi, mi smo stari 30, med 30 pa 40, ne? Ja, zdaj pa, če se lotim tega, pa da bo to, pa bom pol že toliko star, pa nekaj se stari moj. Če boš 2 leti v življenju delal to, kar te res veseli, je vredno. Yep. Pač res je vredno. Lepo. Tako da, sam hrabro naprej, pa imamo to. Lep message. Samo Ranko, hvala ti res, da si vzel cajt. Hvala tebi za Šeril vabilo. z mano. Res, čast. Ne, hvala, top shit. Tako da veliko sreče z vsem, no? Hvala Pa predvsem deli stvari, koliko jih ti hočeš delati, pa kar ti čutiš, je vedno prav. Ne, to se mi je nekaj naciklal, da ti moram povedati. Thanks. Jaz tudi tebi želim, vse najboljše, ker je res tak format pogovorov, tem in način, kako vodiš, je čudovit. Tako da, gremo dalje. Hvala. Thanks. Top shit. Malo fantje. Uživo. Dober.